Kaj pričakujete od današnjega zbora? Od današnjega zbora pričakujem, da bomo Pomurke in Pomurci dali jasen signal ostali Sloveniji, predvsem pa pristojnim v državi, da družba Mura niso le stroji, oprema, zemljišče, da so to ljudje in da je pri tako veliki gospodarski družbi, kot je družba Mura in pri tako velikem številu zaposlenih, da je potrebno obravnavati scenarije obnove in pa razvoja Mure v prihodnosti zelo tankočutno. To pomeni, da ne zgolj zasledovati le tržne ekonomske zakonitosti, ampak tudi socialni interes naših zaposlenih v Muri. Zdaj pa je pač situacija prišla do konca. Pa verjamete novemu vodstvu? Verjamemo, pa tudi ne. Za božjo voljo čim prej pridi do programa, ki bo rešil Muro, rešil delovna mesta in obvaroval ljudi pred revščino. To je glavno sporočilo. Danes ne potrebujemo kreganja, kdo je kriv, zakaj je prišlo do tega. Časi so taki, da zahtevajo ukrepanje, ravnanje in torej od lastnikov in od države pričakujemo program, ki bo rešil večino delovnih mest. Ampak če se lastniki ne morejo zbogati okoli tega, čigavo je, kaj bi, kdo in tako dalje, kaj pa zdaj? To je sploh neka velika nesreča nad Muro, ampak zdaj so vsaj se usedli za mizo, do zdaj se niti pogovarjali niso, tako da jaz upam, da bo srečala pamet tudi njih in da bodo prišli do programa, ki bo reševal delovna mesta. Ko delaš 33 let na enem delovnem mestu in moraš to nekaj let pred upokojitvijo zapustiti, je res žalostno. Zdaj morate kupovati majico lastnega podjetja. Tako. Nekaj ostane vse. Tužne misli o vsem, kar je bilo, nekaj usmeri.